Zdravo. Ker se je šola dobro začela, se mi zdi prav, da o njej tudi nekaj povemo. Bomo začeli z resnično zgodbo, ki se je zgodila v Ljubljani na fakulteti za elektrotehniko. Predaval je doktor elektrotehnike in ravno med predavanji je zmanjkalo elektrike. Kdo bi si mislil? No. Profesor je hitro poiskal lokacijo elektroomarice in se postavil pred njo ter dejansko gledal v njo. Ni točno vedel, kaj bi počel, kaj bi naredil. Učenci so tudi z zanimanjem gledali, ali se bo kaj zgodilo, ali bo popravil kaj, ali bo pokazal kaj, ampak so učenci zaman čakali na dogodek. Po 10 minutah čakanja je v predavalnico pristopil hišnik in se takoj napotil do te omarice, elektroomarice in tega profesorja malo odrinil, odprl omarico in varovalko spet postavil na pozicijo on, torej na delujoč položaj. Luči so spet zasvetle in tukaj lahko že zgodbo malo že zaključimo in pogledamo, kaj lahko razberemo iz te zgodbe. Zdaj, sam doktor elektrotehnike ni točno vedel, kaj bi z elektroomarico. Nato je prišel hišnik, ki pa ni bil ne doktor in najbrž niti elektrošole ni končal. Ampak je vedel, kaj narediti in kako narediti in kdaj narediti. Kako to? Človek bi mislil, da v več šol, ko hodimo, ali pa drugače, več kot se naučimo, več znamo. Ja, v tem primeru in mnogih primerih temu ni tako. Ker znanje, naučeno znanje brez prakse, brez da ga spravimo v prakso, torej brez da znanje spravimo v pogon, nam ne koristi veliko. Tako je tudi ta hišnik pokazal, da ni nujno ne vem kako znanje, da se rešijo enostavne stvari. Tako. Zdaj pa šola. Edina šola, edina prava šola, ki obstaja, je šola življenja. Tako. Življenje je tisto, ki nas uči, kako živeti, kako ravnati, kako se obnašati, kako biti in kako lahko ugodimo življenju. Ja. Tako da smo del življenja. Tako da sodelujemo v življenju in tako da ga na neki način slišimo, ne pa z glavo skozi zid, naučili se bomo vse in na koncu vedeli nič. Tako. Moramo postati del življenja. Tako da življenje teče skozi nas in mi skozi njega. Kako vemo, kdaj se to zgodi? To se zgodi točno v trenutku, ko pozabimo nase, ko postanemo eno z življenjem samim. Tako da dejansko počnemo intuitivno, avtomatsko na en način in življenje teče skozi nas. In ko življenje teče skozi nas, mi postanemo življenje in to je najvišja stopnja, dajmo reči, učenja.
Ker smo del, v tistem trenutku smo del vsega, ki nas obdaja, od zunaj in od znotraj hkrati. Če pa po drugi strani sedimo na klopci za mizo in poslušamo nekoga o elektrotehniki recimo ali zgodovini, ki nikoli ni bil tam v tistem času, ali pa nikoli ni varovalke še videl, ali pa počel tistega, kar predava, je to lahko zelo mučno. Zato je šola tudi mučna. Naša tako imenovana šola. Po drugi strani pa življenje, ko se postaviš, kamor te življenje želi postaviti, ni niti malo mučno. Ker te obdaja ta energija življenja, ki te podpira v vsem, kar počneš. In to otroci znajo. Če jim kot starši dovolimo, da preko igre vstopijo v ta trenutek večnosti, je to nekaj največ, kar jim lahko omogočimo. In tako jim omogočimo dejansko šolanje. Tako jim omogočimo najkvalitetnejši razvoj možen. Ja. Ne pa za klopco sedeti in poslušati velike pametne ljudi. Kar pa še otroci sami vedo, da ni res. Da igra tista, ko nas največ nauči. V bistvu niti ne nauči, temveč prebudi stvari v nas. Tako. Zdaj, da ne bomo predolgi za prvi dan, naj povzamem. Edina prava šola je šola življenja. Tako, vse ostalo so le približki. Hvala.